Živijo družba, to so digitalije, v rokah pa držim, končno sem ga dobil v test, HTC-ov telefon One M8. Na ta telefon so pri HTC-ju še posebej ponosni, saj so vanj stlačili vso možno tehnologijo, kar je pri HTC-ju premorejo, podobno kot Samsung v svojega Galaxy S5 ali pa, če hočete, Apple v svoj iPhone 5S. Treba je priznati, da so se pri dizajnu tokrat zelo potrudili. Odlične zaobljene oblike, telefon je iz enega aluminijskega kosa, odlično leže v roke, nikjer ostrega roba. Kar se tiče tehničnih podatkov, je HTC One hardversko skoraj identičen Samsungu S5, 4-jedrni Snapdragon procesor, 2 GB RAM-a, najmanj 16 GB RAM-a za fotke in aplikacije. Ta RAM lahko še razširimo z SSD kartico na 128 GB. Tole je RF umestnik, z njim lahko s posebno softversko aplikacijo ukazujemo kateremukoli televizorju preko infrardečih žarkov. Naložen je Android 4.4.2, Jelly Bean, skratka ni da ni. In HTC-ov lastni uporabniški umestnik Sense 6. Še najbolj mi je pa všeč nekaj, česar pravzaprav sploh še nisem videl na nobenem telefonu. 2 stereo zvočnika, sicer ne hi-fi, to bi bila že znanstvena fantastika, ampak vam moram povedati, nisem še slišal na telefonu boljšega zvoka. Prav razbija. Za konec bom pa še opravil najzahtevnejši test mobilnega telefona, tako imenovani Bizovičarjev test, ki mi, moram povedati, na tem mestu, ki so malo čudni signali, ne vem zakaj, še nikoli ni uspel z nobenim telefonom. Morda bo HTC One M8 prvi. Torej, Bizovičarjev test. Pokličemo Lada Bizovičarja po telefonu. Kliče. Halo, Lado, Jonas tukaj. Kva dogaja? Kje si, stari? Kvaj, stari, jaz sedim tukaj na terasi. Poslušaj, ja, veš, kaj sem te hotel vprašati? Zaradi tistih 200 evrov, ki si mi jih že dolžen nekaj časa. Lej, na tem mestu mi pa zmeraj klic pade.